Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Nekaj časa je menilo, odkar sem zadnje snemala tale podcast. Kaj se je novega zgodilo v bistvu v zadnjih tednih? Ko pa se zgodi razen tega, Ja, ne vem, lej. razen tega, da je šole konec. To je pomemben podatek. Najbrž so To je leto. tudi razlog, zakaj zamujamo. Ja, smo mogli proslaviti. No, se ni bilo to hudo. Ne. Mislim, zate absolutno je bil tale semester izjemno naporen, zame mogoče malo manj, ampak vedno je dobro, ko se tele predavanja zaključijo. In imamo zdaj izpite, ampak vmes se je zgodil še en dogodek, o katerem ne bi danes govorila. In to je bil v bistvu na Gospodarski zbornici Slovenije. So 2. junija organizirali BIM dogodek z naslovom Načrtujemo in gradimo z BIM. Z enim dodatkom usvojimo BIM tudi na gradbišču. Skratka, Okay, eno vprašanje, a je prav usvojimo ali prav osvojimo? v bistvu jaz sem to prebral, sem rekel, pa to je sigurno narobe. Ampak dej, ti si bolj, v bistvu jaz ti popolnoma zaupam glede pravopisa, knjižnega jezika, pa me ti pojasni. Ravno kar gledam na Fran, Ja. in tu noter je osvojiti, Ja? zdaj bom pa še usvojiti pogledal, ker ja, ok. Tudi usvojiti je prav, če verjameš ali ne. Ne vem, jaz vem, da če bi moral jaz napisati, bi napisal osvojiti. Ne? Ja, Z tudi ojem, jaz. Tudi jaz. No, in prav eno jezikovno vprašanje je, kakšna je razlika med osvojiti in osvojiti. Ne boš verjel, da je v tem primeru bolj prav usvojiti, je pa oboje kakor sprejemljivo. Tako da jaz nič več ne vem. To je to. Tako da usvojili bomo BIM, ne osvojili. Usvojili. Ok, lej, skratka. Nekaj sva se že naučila. Točka za GZS definitivno tukaj. Ne? Zdaj sam ne vem, če se usvojilo kaj znanje na tem dogodku glede uporabe BIM-a na gradbišču. Ampak to je debata za danes. Ne? Ja. A lahko sam nekaj preden začnemo v samem dogodku? Ja, kar. Definitivno, kar pa niso usvojili, je pa time management, zato ker je bilo uro pa pol zamude, kar je bil potem tudi razlog, da jaz nisem mogel biti do konca zaradi drugih obveznosti. In to me je pa blazno motilo. Evo, to pa moram reči na začetku. Sam dogodek po sebi je bil v redu. Mi ni bilo žal, da sem ga spremljal, ker je bil pač nadaljavo. Ampak časovnica pa, mislim, zdi se mi nesprejemljivo toliko zamudeno. No, To bi sam za začetek. jaz nisem tega dogodka spremljal živo, mi je pa, Robi, upam, da lahko to rečeva, no? Pa da ne boš kaj po prstih jih faso. Kaj praviš, Robi, lahko rečem? Kaj? Ja, da si mi delil posnetke. Ja, Ampak tako. vse bojo tako objavljeni. No? To je pa tudi res, v bistvu, saj jaz sem šel na GZS pogledati in ne bi bili posnetki objavljeni, tako da Robi mi je že vnaprej delil tiste neobjavljene oziroma pač unlisted na YouTubeu, tako da bom lahko malo bolj informirano o tem govoril, čeprav takrat v živo nisem spremljal. Ampak spomnil sem se pa, ne, da ko sva govorila potem, si omenil, kakšno zamudo so predelali in potem je bilo enkrat v enem delu je bilo v bistvu govorc rekel, ja, se nimam veliko časa, bom to malo skrajšal. Ne? In potem takaj povezoval, rekel, ne, se ni problema, v bistvu si bomo že čas vzeli. Tako, točno to, ja. So rekel, pa sej 5 minut gor ali pa dol, pa je bilo že takrat 1 ura zamude. Nekako tako je bilo, ja. Tako da malo zahecno. Ok, Robi, ti si bil, boš ti bolj tisti, ki bo veliko povedal danes, jaz bom mogoče kakšno stvar, kot rečeno, sem to dal enkrat na background, v bistvu nice, ne. Sem zraven nekaj delal in sem v bistvu preposlušal
tista glaven del nisem šel po tistih breakout roomih. Razen Dalog sem nekaj, pa v bistvu tiskaj me Aleja sem malo preposlušal. Jaz predlagam, da gremo malo po programu, pa pri vsakem govorcu kaj povemo. No. Pa ne vem, sej tisti, ki ga bo zanimalo, bo šel potem najbrž gledati posnetke, ko bodo javno objavljeni. No. Zdaj o uvodnem nagovoru po vodu v temu niti ne bi. Potem je pa bila gospa Ksenija Marc, ki je predstavila, kje smo zdaj pri upeljavi BIM v slovenski javni sektor. Trenutno sta pač dva velika projekta, ne? En so karavanke, drugi pa drugi tir. Tam se pač od samega začetka BIM uporablja. Zdaj, kar bo zanimivo, tukaj bodo izkušnje, pa predvsem to, kar bodo izvajalci od tega odnesli. Ne? Kar bomo pa videli šele čez par let, jaz bi o tem sam tako rekel. No? Ja, jaz mogoče Robi, če te sam prekinem, v bistvu ena stvar, ki me tle zmotila, no, oziroma nasplošno, no, je v principu to, no, da veš, vsem sta to infrastrukturna projekta. Ne. Zdaj lahko se kar takoj vprašamo, v bistvu je BIM v obliki, kakršni je primeren za kakšne takšne objekte, no, ki so precej drugačni od, ne vem, klasičnih zgradb. Ne? Pa se to se meni zdi itak najbolj zanimivo, ne, da v bistvu je vsa iniciativa, pa v bistvu ves napredek v Sloveniji so skozi delegirala podjetja, ki se ukvarjajo z infrastrukturo. Ali je to Lineal, ali je to Elea, mislim, eBay je še najbolj neke hidroelektrarne imel, pa tak naprej, ne. In še tudi naprej se pelje v bistvu predvsem v teh investicijah BIM, kjer je v bistvu še najmanj, kako rečemo, zrel. Ja, no, vse to me v bistvu skrbi me predvsem iz tega stališča, da se mogoče, veš, rezultati ne bojo najboljši, ne? Ali pa vsaj pričakovani rezultati se ne bodo skladali z realnostjo ali kaj podobnega. No? Ampak koliko tega je BIM, pač zrelost BIM-a za takšne infrastrukturne objekte ali pa odvisno od same implementacije za vsak projekt. Ampak to je zgolj tak, ne vem, nek pomislek, no, da ne bo zdaj zapletala okoli tega. No, sej vsi omenjajo tudi stanovanjski sklad, ne? To je res, ja. Ki skozi v bistvu dela na tem, ne. Kar mene tam sicer moti je to, da so, ne vem, če še zmeri tako, da imam ful stare informacije, da tam je BIM zelo v bistvu pečen z enim ponudnikom, no, bom tako rekel. Tako da ne vem, no, mislim, tudi na tem dogodku tu ni bilo nobenega govora o OpenBIM pa tak naprej, to bi pač bolj o BIM-u, ne. Bo pa zanimivo spremljati, kaj bo za naprej, mislim, jaz ne vem, zdaj že vsi kar govorijo, ja, BIM je tukaj, pa ko bomo naprej slišali, že z 2024 bi ne bil že vpeljan, sicer takrat so bili našteti projekti, za katere projekte, no. Ampak, ne vem, no, operira se kar z nekimi številkami, pa leti, pa tak naprej, ampak še vedno se pa tu pa tam sliši, da bi ljudje radi vedeli, kaj od BIM-a se sploh prodaja, ne. Tako da, ne vem, bomo videli, no. Ja. Dajte mi kilo BIM-a, prosim, naštite, narezan. Ja, točno to, ne. Veš, to je. No, in naslednje predanje je bilo pa eno tako, ker sem kar naparkrat zastrigel za šesi, no, in to je bilo predavanje gospoda Slovenka Henigmana z naslovom, no, večstopenjski načrt za digitalno projektiranje in gradnjo v Sloveniji. Ne vem, no, tukaj imam jaz tako zelo mešane občutke. Mislim, zdaj, kaj je cilj? Cilj bi ne bil, da bo BIM uporabljala kompletna branža, ne, se pravi vso gradbeništvo v Sloveniji, pa verjetno tudi širše, ne. Pri tem večstopenjskem načrtu pa sodelujeta GZS skupaj s CBIM-om. Zdaj rečeno je bilo, da pač CBIM
BIM v teh svojih poskusih ni uspel, da bi spravil ta akcijski načrt v življenje in tako dalje, no in se potem povezal z GZS-jem. No in tu je bilo tudi zanimivo, ker je bilo pokazano, koliko vse so imeli sestankov in poskusov in ni nič uspeli, in omenjen je bilo, da so se v bistvu uspeh, da se je pokazal šele takrat, ker je bila ustanovljena ta, kaj je bil strateški svet za digitalizacijo, kjer je član tega strateškega sveta je tudi najin kolega, profesor Žiga Turk. Mislim, to zdaj sam pomeni, da tukaj smo v bistvu iz stroke prišli na politiko in politika mene absolutno ne zanima. Tako da, nažalost pa vpliva na nas. In ne vem, tukaj, ne vem, jaz se strinjam s ciljem, ampak cilj ne bi smel biti, da bo BIM uporabljala kompletna branža, ampak cilj bi moral biti, da bomo mi prišli do bolj kvalitetnih projektov. To je prva stvar, ki me je zmotila. Vse potem naprej bilo omenjeno, da je cilj tudi optimalno načrtovanje, optimizacija v fazi vzdrževanja in tako naprej. Seveda se je to potem takoj razdelilo na posamezne aktivnosti in tukaj bi naj šlo to v 3 fazah. Prvo so pilotni projekti, ki bi naj bili že končani. Mislim, vse so, to so vsi ti projekti, ki jih poznamo. Kjer je bil prvi? Vse ne vem, kjer je bil prvi. Ja, v bistvu ne. Stolp Vinarium se razglaša kot prvi tak projekt. Tisti ni bil tak javni, kjer je bil ta infrastrukturni karavanke projekt. Verjetno, ja. No in druga faza so razširjeni pilotni projekti, kjer bi naj upoštevali stvari iz pilotnih projektov, plus še preverjali aktivnosti, ki jih prej niso. No in potem tretja faza pa, da bi bil BIM na ravni 1, kar ne vem, kaj sploh je, za vse nove projekte. Ok, zdaj očitno je obveljala dikcija, da je BIM enako informacijsko modeliranje gradenj. V redu, če že to izšlo, pa da se o tem ne pogovarjamo več, en rezultat je. Zdaj, kaj ta raven učinkovitosti 1, mislim, vse se potem našteje, da bi ne bilo uporaba CDE na projektih, pa projektiranje v celotni življenjski dobi stavbe, pa tako naprej, kar je zelo pomembno je, da je na koncu neka zahteva, da se zagotovi predaja modelov. Super, ampak to ni nič kaj drugače kot to, kar se zdaj dela, tudi to so omenili, da je to zelo podobno temu, kar se že dogaja, ampak težave pa s tem ne rešimo. Kaj se potem s tem dogaja naprej, to pa še nihče ne ve, upam, da koga to zanima. Spet tako, imamo BIM model, ampak ves čas je gospod govoril o 3D modelu. Mislim, ne vem, 3D modele so risali tudi že v AutoCAD-u, takrat na verziji 6, verjetno. Zdaj 3D model ne bo nobenemu nič pomagal. 3D model lahko narišemo mi v SketchUpu, pa verjetno ga bomo hitreje. Mislim, kar je tu pomembno, je BIM model, z vsemi informacijami, ki ti lahko karkoli prinese v celem življenjskem ciklu neke stavbe. Zdaj, koliko je ta model popoln, pa celovit, pa tako, to je spet druga debata, ampak ok. No, in kaj še omenil, da v projektivi je to že precej vpeljano, se deloma strinjam, v velikih podjetjih definitivno, v srednjih in malih absolutno ni. Kaj je problem? Problem so gradbeni izvajalci, problem je potem tista faza, ko pride iz projektiranja v izvedbo, pa potem se do faze vzdrževanja. Ti modeli se žal v večini sploh še ne uporabljajo, tudi ne vidim, kdaj bi se lahko začeli. Kjer sem spet ful zastrigel za šes je, da se pripravlja nek direktorat za gradbeništvo. Zakaj? To smo spet na tisti fazi, stroka, politika. No, še en pomemben podatek je, da bi naj zaživela digitalna oddaja gradbenih projektov z uvedbo sistema e-graditev. Nek datum je bil omenjen 1. 1. 2024.
ne vem, če se spomniš, smo, ne vem, 2 leti nazaj, mislim, da na CBIM konferenci prvi slišala za to e-graditev. Ja. In to pripravlja geodetska uprava. Takrat so rekli, da bo to naslednje leto, pa očitno ni, če smo rekli tudi na podcastu, da zelo dvomma. No, in tista glavna ugotovitev, še to je bilo, no, da so zdaj zapisali v nek nov zakon gradbeni tudi te stvari za te digitalne modele pa BIM in da bi bila zahteva, da bi ta zadeva prišla v veljavo 2 leti od uveljavitve novega zakona. Tako da očitno se res obeta tam okoli leta 2024 nekaj novega. So pa seveda vsi omenjali, da upravne enote pa občine še niso pripravljene na to in niti še tega ne spremljajo in zelo veliko vprašanje je, kako bo to tehnično izvedeno do takrat. Ne? Ker to ni samo, da ti predaš model, moraš vedeti, kako ga boš predal, pa da ga lahko kdo uporablja, pa itd., to je še en kup enih vprašanj, ki se jih še ni niti začeli reševati. No in glavna ugotovitev, da velika podjetja so na BIM pripravljena, srednja in mala pa sploh ne. To bi tudi brez takega dogodka lahko verjetno ugotovili. Ne? Jaz bi celo rekel, da sploh niso, to jih sploh ne zanima. In tudi, ko sem se sam pogovarjal z temi manjšimi izvajalci, manjšimi inženirji in tak naprej, in sem spraševal, kako pa kaj BIM, ne? In prvo vprašanje, kaj to sploh je, drugo je pa bilo, sigurno se bo pojavil nekdo, ki bo ponudil storitev BIM-a, ki bo posrednik med nami pa projektanti, tako da jaz sem takrat dvignil roke in sem rekel, ok, to je to. To je to, kako bomo mi to rešili na gradbiščih. Ja, se kar, mislim, absolutno strinjam s tem, ne. Ampak to je spet tista tipična debata, ki je bilo nekje rečeno tudi v teh predstavitvah, kdaj BIM ja in kdaj BIM ne. Vse skupaj se nekako napeljuje v spet BIM za velike projekte, ostala pa dajmo malo pozabiti. Rečeno, vse skupaj ni mislim, na koncu to lahko karikiram tako kot v smislu, AutoCAD za velike projekte, pa v bistvu, ne vem, rotringi pa za male projekte. Ne? Mislim, to je taka dvojna, mislim, dejansko čisto razcepljena resničnost. No? Mislim, da je zdaj, ker sem nekaj veliko pisal o razširjeni resničnosti, to je pa razcepljena resničnost. Ne? In ne vem, meni se zdi to v bistvu zelo nevarno, no? če bomo na ta način se v bistvu sploh pogovarjali. Ne? Ja, ampak jaz si enostavno ne predstavljam, da bi nek slikopleskar imel licenco za Revit, zato da bo iz tistega modela ven dobil površine, da jih bo lahko obračunal. Mislim, pa tudi, če mu damo IFC, kaj si lahko s tem pomaga? Tudi rabi programsko opremo. Pa zakaj bi to rabil? Mislim, ne bo, ne? Ne, ampak ama zdaj ta, ki si omenil slikopleskarja, v bistvu ima slučajno AutoCAD? Ja, nima, ampak njemu zdaj dajo v roke natisne načrt. Ja, sej bo pa pol tudi natisne načrt dobo, v bistvu, ne? No, ampak to še zmeri smo, če je bila prej dikcija v bistvu informacijsko modelirane graden, da je to BIM, ne? Zdaj, kaj od tega bo digitalno, ne? Je pa vprašanje na koncu, ne? Ja, no, bo zanimivo to spremljati. Jaz jim želim, no, da bo ta večstopenjski načrt uspel, ne? Ne morem se znebiti občutka, da je to veliko več politike, pa zelo malo stroke. Ali je to dobro ali ne, bo pa čas pokazal, zgodovina mislim, da je pokazala, da to nikoli ni bilo dobro. No? Tako da to je to, kar bi jaz rekel. A bi ti kaj dodal? No, ampak nasplošno bom, ne vem, to se je pol tudi na naslednjih predavanjih oziroma pač v naslednjih sklopih ponavljal nekako ta. Veš, jaz sem skozi imel
skozi vsa ta predavanja sem imel nekako občutek v bistvu v tem, da se prepričuje tisti, ki to že uporabljajo. Ne? Ja, dobro, ja, to je res. Ja. In nisem ravno videl tega in se mi zdi, da veš to tako kot, dajmo, mogoče tako, kot si imel ti občutek, dajmo to malo spolitizirati, ne. Dajmo to, ne vem, to BIM kroglo, v bistvu, ki se zdaj zelo počasi vali, ne. Ima že tako zelo, mislim, velik primer, ki to počasi zaženemo lahko, ne. Zdaj moramo to še malo obleči v bistvu v cel kup enih stvari, ne? Da bo šlo še bolj počasno. Namesto da bi to probali nekako malo inženirsko, če smo že inženirji, v bistvu malo inženirsko to narediti. No? Pa se ne toliko ukvarjati, kako bomo blazno bimovski po vseh definicijah. No? Ne vem, jaz vidim, kdo ima interes za vpeljavo BIM-a, to je definitivno so naročniki. Ne? Vidim, kdo absolutno nima interesa izvajalci. Zato, ker sem med drugim tudi delal obračune za javne projekte, ne? Pa zagotavljam, da noben izvajalec nima tega interesa, da bo imel čim bolj natančne načrte. Ne? Tako da, pa tudi pred leti sem bil na Build konferenci in so lepo povedali, da so v Španiji se na najvišjem nivoju odločili izvajalci, da oni bojo BIM zavira, kako dolgo se bo dal, ker to je njihov RVC, ne, razlika v ceni, kar je edini jezik, ki ga razumejo. Tako da, ne vem, bomo videli, zanimiv bo, za javne pa velike projekte definitivno mislim, da bi to moralo vpeljati. Za te manjše pa se mi zdi, da bo vsako siljenje v kaj takega privedlo do kar velikega upora. No. Tako da GZS je pa tu vmes, ne. Oni imajo člane, pa v njihovem imenu potem se grejo v politiko. Ne. Tako da bomo videli. Jaz ne vem, saj za te velike projekte, jaz upam, da se bo izkristalizirali, kakšen BIM se naredil. Tako da, to. Jaz predlagam, da gremo naprej. Ja, daj. Pol naslednje predavanje je imel Aleš Škorbar iz podjetja Dalux, ki so ga tudi že gostili na tem podcastu. Govoril o primeri dobrih praks uporabe BIM-a na gradbiščih. Zdaj predstavil je nekaj primerov uporabe na gradbiščih, predvsem je tu Kolektor, med najbolj znanimi uporabniki, pa največjimi, so pa tudi drugi, no. Tako da, ja, mislim, malo je bilo primerov, malo je bilo pa, kaj vam rekla, predstavitve izdelkov. Tako, no. Ne, pa lej, sej, ok. Jaz bi sam komentiral mogoče tle to, ne, da se mi zdi, da Kolektor je kar, vsaj po pogovorih, ne, so nekako zelo zadovoljni s tem, ne, produktom. Ampak jaz verjamem, da Dalux ni nič drugačen od številnih drugih. Gre najbrž zgolj za v bistvu neko, veš, zelo tanka linija med tem, kaj je sprejemljivo, pa kaj je uporabno na gradbišču, pa v bistvu, ne vem, morda preveč zakompliciranim uporabniškim vmesnikom, ne. To ujeti kot produkt v bistvu, ne, je najbolj zelo težko. Očitno Dalux, saj po izkušnjah, ki jih na Kolektorju imajo, v bistvu to dela, ne. Ampak to je spet zelo specifično od ljudi, ki to uporabljajo. Tako da ne bi tle propagirali v bistvu enega produkta, ki verjamem, da obstajajo še cel kup podobnih. Ne? Ja, no, je pa treba reči, da zgleda pa precej sofisticiran, pa ne vem. Kar je važno je to, da so naročniki zadovoljni. Ja. Moram pa v bistvu, no, ker sem imel glih malo več izkušenj, se pravi, da sem Dalux nekaj smo uporabljali v bistvu za eno zaključno delo na BIM-a plusu. V bistvu, ja, vse začne in konča se z modelom.
Seveda. Če to ni narejeno tako, kot je treba, pa v bistvu veš, za to, kar smo mi uporabljali, v bistvu je spet razširjena resničnost. Ne? In če to ni pravilno locirano, usmerjeno in ne vem kaj že vse, ti pozabi na vse ostalo. Ne? Tako da absolutno je še zmeri ne smejo pozabiti, da je to sam spet neko urodje. Ne? In da če pa že v osnovi nimamo modela, ki bi bil pač izdelan do pač detajlov, ki so zahtevajo za neko uporabo, potem pač lahko uporabljaš ti karkoli hočeš, pa nav nič boljš. Ne? To je to. Ja. Ampak naslednja je bila pa dobro, tistale predavanje, jaz sem se kar zasmejal zraven, zato je ta 4.0 se pa tlač povsod in zdaj imamo tudi asfalt 4.0. Ja, no, asfalt 4.0, digitalizacija v asfaltarski industriji. Tudi o tem je govoril gospod Slovenko Henigman. Ne vem, jaz si nisem kaj veliko zapomnil. Ne vem, ni to ravno moja tema. Ja, se pospešeno digitalizira z napravami, spremljavo, senzori, vse te stvari. Edino, kar sem si zapomnil, je v bistvu to, da bojo morali v prihodnjih letih znižati temperaturo vgradnje asfalta, kar je zelo, verjamem, da je to zelo hud tehnološki problem. Druga pa ne bi, pač ne vem, jaz nimam kaj dodati. Ni bilo kaj dosti obimov v tem predavanju, no, bolj kaj druga. Ne, v bistvu je pa tako, najbrž ne pomislimo, recimo tako, na splošno, kaj se da vse v asfaltu graditi. Ne? Pa koliko različnih obstaja. No, pa koliko različnih obstaja, ne, in tako naprej. Tako da to zna biti vse skupaj povezano pol tudi z samovozečimi vozili in ne vem kaj že vse. Ne? Tako da zato tudi najbrž čist dober naslov 4.0. Ja, mislim, to je zelo sofisticiran tehnološki postopek. Ne? En taka vgradnja ene asfaltne mase, tudi jaz sem delal na podjetju, ki se s tem ukvarja, ampak se pravi, ne vem toliko o tem, da bi lahko še kaj druga rekel. No, potem je bilo pa naslednje predavanje, je bilo pa predavanje gospoda Cajska iz podjetja GIC Gradnje, kjer je govoril o integraciji tehnologij industrije 4.0 za avtomatizacijo spremljanja procesa gradnje. Zdaj, tukaj tudi ne bi izgubil veliko besed, meni je bil predstavljen projekt izjemno všeč, pač zato, ker sem informatik. Ne. Gre za neko samodejno spremljavo poteka gradnje z različnimi postopki. Kar mi je bilo zanimivo je to, da je bil to PKP projekt, kar pomeni, da je po kreativni poti do znanja. Neki taka industrija 4.0, tako naprej, neki delavci bi ne s čeladami, z nekimi senzori hodili, ki bi zajemali point cloude, ki bi bili potem časovno urejeni po lokacijsko, pa to se nekako v časovnico dajo, pa se združi v model, pa se pa primerja s tistim modelom iz BIM-a, da se vidi, kje smo. Ne. Zdaj, naj bi bila to samodejna spremljava, pa avtomatizirana, pa tako naprej. Ni bilo tako ful podrobno predstavitev, ampak jaz mislim, da to ni čisto avtomatiziran, ker smo tudi imeli eno zaključno delo iz teh point cloudov pa BIM-a, pa to je izjemno časovno potratno, pa količine podatkov so take, da to kak prenosni računalnik zelo težko obdela, ne, v nekem doglednem času, tako da drugače pa ful zanimivo. No. Je pa sodelovala fakulteta, Mariborska fakulteta, gradbena, pa računalniška, pa še ena fakulteta. In tisto, kar je bilo prikazano, je bilo izjemno. Pač. Meni je bilo ful zanimivo. No. Nisem pa prvič videl, to sem že enkrat prej videl. A boš kaj dodal? Ne, v bistvu zraven sem se v bistvu bolj spraševal, ampak to je najbrž zaradi s številnimi takšnimi projekti podobno. Ne. A je to problem, ne? V smislu, v gradbeništvu, ne? Spremljati, kaj se je naredilo.
Ajde, zdaj, ja, veš, vsak dan traumira nekdo, pa reče, joj, kaj se bo danes naredil, ne? Ja, ne, sej, verjamem pa, da bi si želeli dnevno vedeti, ali pa ne v vsakem trenutku, kje so, ne. Ampak pač pri teh projektih je tako, da en teden ni nič, pa je pa ful, ne. Recimo, ko nekaj razopažiš, pa je kar naenkrat ful več, ali pa ko gradiš nek nasip, pa je kar naenkrat ful več, ne. Zdaj, da bi kdo to dnevno delal, ne vem, mi smo delali po tisti gradbišči, ko sem še svoj čas delal, smo to delali tedensko, ne. In to zato, da si konec meseca vedel, ali boš imel minus ali plus, ne. Zdaj, verjamem pa, da če bi bilo to avtomatizirano, bi bilo to 100-krat boljše, ne. Ampak, ne vem, se pravim, ful zanimiv, bi bilo pa zanimiv čez 3 leta jih vprašati, če to še uporabljajo. Naslednje predavanje je bila digitalizacija v sistemu upravljanja in vzdrževanja premostitvenih objektov gospoda Matija Mavriča iz podjetja Cestel. To je bilo pa tako, no, bolj ti prometna signalizacija, pa ne vem, tehtanje vozil med vožnjo, pa take stvari, ne. Spet sam gospod je omenil, da to nima kaj velike veze z BIM-om, ampak ima pa za digitalizacijo, tako da jaz tudi ne bi kaj več. Bi imel najbrž veze s BIM-om, če bi rekli, da je v bistvu imamo kakšen digitalni dvojček ali kaj podobnega, no, pa bi radi te senzorje, pa ne vem, te meritve nekako nazaj upeljali noter v modele, ne vem, v tem smislu nekaj, ne. Ampak po drugi strani se mi pa v bistvu zdel tako, tako informativno predavanje, ne, predstavitev v bistvu, kaj se vse da narediti, ne. Tako da je bilo čisto zanimivo, no. Potem je bil pa naslednjo predstavitev, naslednje predavanje, bilo pa uporaba BIM-a v investicijskih projektih lokalnih skupnosti, gospoda Sama Petra Medveda, ki je tudi že bil gost pri nama in je zdaj bil v bistvu v imenu mestne občine Maribor, takrat je bil še, mislim, da v imenu podjetja Lineal. No, in kar je bilo tukaj meni zanimivo je to, ne, da je pač povedal, da je vse odvisno od investitorja, ne, kar je čisto popolnoma res. Kar mi je bilo tudi tak ful zdrav pogled je to, da se gradbeniki naj ne bi ukvarjali s stvarmi, ki morajo delati sami po sebi, tako kot recimo podatkovna baza ali pa dostop do podatkov ali pa mreže ali pa CDE recimo, ne. Omenil je, da je zelo podoben ta skupen prostor, kjer se delijo datoteke, kar mi je bilo ful zanimivo je to, da se je izogibal ali pa ne vem, ali je to nalašč ali ne, izogibal se je imenu CDE, mislim, da ni nikoli rekel skupno podatkovno okolje, kar je bilo tako ful zanimiv. No, pol je tudi zelo zanimiva njegova opazka, da kadri so problem, to ne samo pri gradbenih firmah, tudi v takih lokalnih skupnostih, ker digitalizacija v teh lokalnih skupnostih pa upravnih enotah definitivno zamuja. To vsi vemo, ker smo imeli kadarkoli opravka z njimi. On je tudi, ko sem prej govoril o politiki pa stroki, ne, vprašal se, ali politiko digitalizacija zanima, potem če politiko zanima digitalizacija v gradbeništvu, se še posebej spraševal. In njegov odgovor je bil, da ne, ampak da se spreminja zadeva, da jih čedalje bolj zanima, tako da bomo videli, no. Bilo je še enkrat več omenjeno, da je bil tisti akcijski načrt, ki potem ni bil nikoli sprejet, da je bil pripravljen predobro in prepodrobno, da zato so bile težave. Kaj pa vem, no. Mislim, da to ni bila glavna težava, ampak to je moje mnenje. No, in kar je omenil, ne, tako iz stališča neke take lokalne skupnosti je bilo, ali kaj so dileme digitalizacije gradenj, vprašal se, če smo organizacijsko in kadrovsko pripravljeni in njegov odgovor je bil ne, ne. Kar se mi zdi ful pomembna ugotovitev. Ne, niso, ne, se pravi, naročniki velikega dela teh projektov niso pripravljeni organizacijsko niti kadrovsko, pa omenil je tudi, da je stanje ponudnikov na trgu izjemno slabo, ne, ker pač te skupnosti se večinoma ne ukvarjajo s takimi velikimi podjetji, bolj z majhnimi, no, in da je pač stanje slabo, ne, in tudi na področju kadrov, da jih primanjkuje na vseh področjih, no. Tako da, ne vem, tak zanimiv pogled iz enega drugega vidika, ki ga običajno nimamo. Nimam takega pogleda, sploh pa
nekdo, ki ima res veliko izkušenj na področju projektive, ne? Zdaj pa pač iz druge strani lahko pogleda pa pove, kje so pa tiste vrzeli. Tako da ja, kadri, to bo hud problem. Ja, te kadri so bili, se mi zdi, večkrat izpostavljene. Ampak jaz bom, tle bi bilo, se mi zdi, pametno majčkeno bolj detaljno reči, kakšni kadri. V smislu inženirski kadri, takšni kot do zdaj, ali inženirski kadri z znanjem digitalizacije, BIM-a, računalništva, informatike in tako naprej. Ne? In se mi zdi, da je... Verjetno vsi, ne? Ja, to je res, ne? Ampak v bistvu se mi zdi, da ali pa saj tako jaz to vidim, no, tudi na fakulteti, ne? Da enostavno digitalizacijo ali pa BIM, recimo, no, če je to kot model tega, enostavno se ne smatra kot osnovni sestavni del gradbeništva. To je kar nekaj zraven v bistvu. Ne? To je pač zato, ker pač bi bilo treba enkrat datoteke malo izmenjevati. Brez veze. Še zmer se mi zdi, da je tako neko tisto klasično, neko tako ortogradbeništvo, ne? Beton, jeklo, to je treba znati. Ne? Vse ostalo je pa v bistvu, se bomo že nekako. Ne? Na koncu v praksi se ugotovi, vsaj pač recimo tudi iz telih se mi zdi predavanj, se ugotovi, da ni problem v bistvu nekaj izračunati, neko betonsko konstrukcijo, načrtovati jekleno konstrukcijo, ampak je na koncu v bistvu problem, kako vse te različne discipline, ki so del gradbeništva, povezati med sabo, kako zadevo spraviti v neko fizično obliko na koncu, kako so sploh zadevo zgraditi. Pa ne v bistvu tem, ja, kako je treba malo to zamešati, ne, ampak v bistvu kako temu sploh nekako slediti, tako da bo na koncu optimalno, pa da ne bomo, ne vem, zritje podirali stvari, ne. In Ja. To je še, se mi zdi, da smo še po 10 let od tega, da bomo lahko rekli, da vsak gradbenik ve vse tisto, kar mora vedeti o BIM-u, recimo. No. Ja, no, sej nekaj o tem je tudi pol en predavatelj naprej, Denis Simčič, bom tam pa povedal. No. On je kar dobro povedal par stvari. No, sej on je bil pa v bistvu kar naslednje, ne? Ne, vmes sta bila še dva tujca. En gospod iz Nizozemske, ki je govoril o odločitvi podjetja o uporabi BIM ter usposabljanju delavcev, njihove izkušnje tujega gradbenega podjetja. To je bila pa še ena gospa iz Grčije, kako so se usvajanja BIM-a lotili se strani gradbenih izvajalcev v Grčiji. Ima neko nacionalno inicijativo za pridobitev kompetenc BIM. Zdaj bom takoj povedal, da tudi približno se nič ne spomnim, kaj je gospa govorila, ker je bilo tako zelo monotono predavanje. Od tega gospoda, ki je predstavil njihovo odločitev pa izkušnje, ne, sem si pa prav zapisal, ker je bilo potem je tudi nekdo opozoril v chatu med predavanjem. Ne. Gospod je rekel, ne, da je njihovo podjetje že kar precej digitalizirano, to je podjetje Royal BAM Group. Gospod Meno de Jong je pa direktor digitalnega gradbeništva. No, ampak predstavo je pa, da imajo samo 0,5% dobička. Ne. In itak je takoj nekdo, mislim, to je gospod Sloven, ko ga je to izval, ne. In je potem gospod odgovoril, ne, ja, da na to niso ponosni, pa je rekel, da bi najbolj na to lahko odgovoril tako, da bi lahko povedal, da imajo pa na tistih projektih, kjer uporabljajo BIM, imajo pa 3% dobička ali več, ne. Nažalost pa pač potem povprečje po teh 0,5%. Je pač tisto povprečje, ne, da imajo dobička. Ne. No, jaz sem se takoj spomnil, ne.
zapomni si 3% dobiček. Ne? In če se spomniš vseh tistih dokumentov, pa tistega akcijskega načrta, koliko je bilo obljubljeni tam procentov? A ni bilo 20? Ja, no, 20%. Ne? In če se spomnim, sem že takrat rekel, da meni so te številke tako malo ugibamo. Dajmo malo ugibati, pa eno številko reči. Ja, udarno je treba reči, da veš, ne moreš reči 4,5. Tako. No, in kot inženir bi se v taki številki 3% takoj vprašal, pa preračunal, koliko se to splača. Ne? Koliko je to stroškov, za koliko dobička. In ti majhni podjetji, ko so prej rekli, da srednja pa majhna podjetja na to sploh niso pripravljena. Pri 3% dobička ne vem, če bo kdo se pripravljal. No? Seveda to je en segment industrije, to je točno določena branža. Nič ne rečem, ne? Ampak tako hočem reči, da realne številke so potem za velikostni razred nižje, kot so tiste obljubljene. Ne? Tako da to mi je bilo ful zanimivo in sem mogel povedati tukaj. No? Robi, eno vprašanje samo še, ne? Ne vem pa, če je bilo kdaj kaj govora, veš, te dobički so ena zadeva, ne? Ali je investitor pri tem kaj prišpara? To pa ne vem. Ne? Zdaj, če se celoten projekt pocenil za, ne vem, zdaj le bom udarno številko rekel 20%, ne? Pa je, ne vem, nekdo 3% od tega zaslužil, ne vem, karkoli že temu lahko rečeš, ne? V bistvu je načeloma manj zaslužil kot prej. Ne? Bi pa rekel v bistvu drugače, mislim, da za investitorje, tako kot so že ene parkrat rekli, za investitorje bi mogli v bistvu zdaj le, ne veš, tako pritiskati, da se BIM uporabi na posodna. Ja, oni ima edini zdaj le lahko rečeš v bistvu direktno korist lahko od tega. Pa v redu, če so vsi zverzirani v bistvu v BIM-u, jaz verjamem, da na koncu načrtovanje je lahko tudi hitrejše, bolj učinkovito, ne, kot pa tisti klasičen način. Ne. Jaz mislim, da imajo lahko vsi od tega, ne vem, prihranke, ne. Ali pri času, ali lahko z nižjimi stroški naredijo isto kvalitetno ali pa boljš. To je res. Kdo ima pa zdaj največji interes? Ne? Ja. Največji interes ima zagotovo plačnik. Ne? Po drugi strani pa tudi, če podpiše nek projektant ali izvajalec slabo pogodbo za manj denarja, ne? Če potem z BIM-om naredi to v bistvu lahko v krajšem času, ali pa kaj ima tudi verjetno interes. Ne? Ampak pač vsi delajo za to razliko v ceni. Ne? Tako da nihče ne dela brezplačno. Tako da ne vem, interes ima verjetno veliko ljudi, največjega pa zagotovo investitor. Ne? Ampak prihranki niso samo pri stroških, so tudi lahko pri času. Ne? Če nekdo ti naredi isto kvalitetno v krajšem času, je to tudi ogromno prihranek. Ne? Tudi če je za isto ceno. Ne? No, ok. To sta bila tuja gosta. No? Potem je bilo pa ena predstavitev gospoda Denisa Simčiča v imenu, ki je nastopal kot, mislim, da glavni BIM, ne vem, kak naziv imel, na firmi 2TDK. Imel je pa predstavitev, kako naročamo BIM. On je pogovoril, mislim, ene par takih podarkov bilo, no. Zdaj, kaj sploh BIM, on je govoril o kakovostnem upravljanju informacij, kar se mi zdi tako posrečen prevod. Rekel je, da kaj BIM omogoča pravočasno sprejemanje boljših odločitev, kar je super, ne? To je verjetno stališče investitorja, zagotovo res, ne? Pravočasno sprejemanje boljših odločitev, super. Ne? No, potem pa govoril, kaj je pomembno pri tem, ko naročajo BIM. Pomembno je, da so jasno postavljena pravila igre že od samega začetka, jasno postavljeni cilji, procesi pa rezultati. Ne, se pravi, BIM naročaš z rezultatom v mislih. Ne. Ti veš, kaj želiš dobiti na koncu. Ne. Se pravi, takoj začneš s ciljem v mislih, kar se mi zdi zelo, zelo pomembno, da se čim večkrat na glas pove.
Ne samo demo mi pač naročiti BIM zato, da smo ga naročili, ampak pač moraš imeti nek cilj, ne? In tudi naročamo ga potem ciljno. To se mi zdi, da je zelo lepo poudarjeno. Se pravi, BIM je treba pač naročati ciljno, z jasno vizijo, zakaj bi ga imel, pa kako bi ga uporabil. Tako da kratko in sladko predavanje, ki jih je bilo bolj malo. Ja, nimam kaj za dodati, v bistvu jaz se strinjam. Ok, potem naslednja predstavitev je bila predstavitev novih brezplačnih učnih orodij in gradiv C-Klic iBeam in Icons. To sta predstavili gospa Valentina Kuzma pa gospa Sara Filipa Guerra de Oliveira, zagotovo zmaga z najdaljšim imenom. Jaz moram reči, da kot prvo, to ni C-Beam, to ni ta združenje C-Beam, ampak so neka gradiva C-Klic iBeam, ki se seveda izgori isto C-Beam. Komu se je to zdaj posrečeno, ne vem. Moram reči, da jaz te gradiv niti nisem našel. Govorijo skozi o brezplačnih gradivih, pa sem jih ful iskal, pa nisem jih najdel, da bi lahko pogledal, kakšne so. Očitno ful migajo, imajo ful nekih projektov, se povezujejo z vsemi drugimi univerzami, samo z nami ne. Tudi neki za srednje šole so neke učbenike pripravljali, digitalne, ki jih jaz, ne vem, prvič sem slišal, moram enkrat malo pogledati, kaj je sploh v njih. To je pa to, nek konec projekta je, pa morajo zdaj še neka gradiva pripraviti, nekaj takega, to sem razumel, drugo pa ne vem, imaš ti kaj za dodati? V bistvu razen to, da ne vem, če si našel projekt C-Beam. C-Klic iBeam. Jaz sem našel, ampak ni bilo gradiv gor. Ja, gradiv pa ne vem, kje bi bila, ja. To, neki so menili, da nekaj bo v septembru, ampak nekaj bi pa moral že biti, pa jaz nisem našel. Naslednje je bilo pa predavanje Žige Turka, BIM v prihodnje kot del platforme, ekosistemi prihodnosti v gradbeništvu. Veliko se govori o platformah, gradbenih platformah, gre pač za to, da je to pač neki nad raznimi CD-ji, pa tak naprej, neki nad projekti, da v bistvu, da bo gradbeništvo kot storitev v smislu industrije 4.0. Kar mi je tukaj pač zanimivo je to, da bi te platforme omogočale prenašanje znanja med projekti, se pravi iz projekta na projekt. Jaz sem se pa takoj vprašal, kaj je to drugače kot je tisti knowledge management, o katerem se 15 let nazaj ful govorili. Ampak verjetno je, na nek način je, ker je pač to zdaj že strateško digitalno podprto. Je pa to. Jaz nimam kaj tukaj za dodati. Bi ti še kaj dodal? Ne, v bistvu razen to, da je sicer ideja okoli teh platform je v bistvu, ne vem, pač lahko razumeš na takšen pa drugačen način. Bi pa rekel, da te platforme se ponavadi tako, ne vem, takoj asociacije na, ne vem, Amazon WS ali kaj podobnega, ali pa na App Store, Google Play, v tem smislu nekaj, ne. To so tudi neke platforme, ki določene stvari omogočajo, ne, ampak omogočajo predvsem, dostop do nekih storitev, ne. Ne pa tega, ker se mi zdi, da Žiga poudaril to, da bi se v bistvu lahko iz teh modelov učil, ne samo svojih, ne, ampak z vseh ostalih modelov tudi. Ne, da bi v bistvu to dejansko znanje, ki ga sproduciramo skozi projekte, dejansko živelo naprej z nami, se dopolnjevalo in ne vem kaj še vse. Ne. Se mi zdi, da takšne prakse, saj jaz se ne spomnim primera, ki bi že obstajal. Ne. Ja, lahko pa, da sem pač mogoče to malo na hitro razumel. No? Mislim, da bo tem v naslednjih letih še več govora. Absolutno je. Mislim, sam za nazaj ne povem, da sem našel to učno gradivo, ampak ko bom najprej pregledal, pa mogoče kdaj drugič pokomentiral. V redu, jaz sem pač na tem mestu, jaz sem potem moral videti, kot rečeno, je imel dogodek ful zamudeno. Pa so bili še neki primeri iz prakse, kjer so se razdelili na več breakout roomov. Mislim, tisti, ki smo poslušali, smo se razdelili na več breakout roomov. Tu je bilo, koliko je bilo?
7 različnih predavanj, nekaj od Pilona, Planradarja, Daluxa, CGS Labsa, Eleje, Axisa pa i-prostora. Jaz ne morem nič reči, se pravim, jaz tega nisem potem niti pogledal. A ti si mogoče pogledal? Zelo, zelo na hitro, v bistvu, ampak ne bi nič komentiral. Se mi zdi, da si lahko dava za domačo nalogo, da povabva kakšne goste v podcast, pa bojo lahko v bistvu to zadevo predstavili in pokomentirali v bistvu bolje, kot bi to lahko midva naredila. Prav, dobra ideja. Če zaključiva počasno, bi rekel, da je pozitivno, da je konec koncev se tudi GZS na ta način nekako postavil v to skupino tistih, ki želimo, da bi jim čim prej postane nekaj najbolj običajnega v gradbeništvu. Samo še politika je treba prepričati, da to poštempla. Nekako tak, ja. Čeprav v bistvu spet bom kar tako rekel, v bistvu, da ne vidim jaz neke bližnje prihodnosti, ko se to zgodi. No. Pa upam, da sem moten. Jaz sem kar malo skeptičen, ampak bomo videli. No. Veliko tudi odvisno od tele krize, ki se napoveduje zdaj že par let, tako da bomo videli, no, kaj bo prinesel vse skupaj. Je nič. Robi, bova s tem danes zaključila in se potrudila, da naslednja oddaja ne bo zamujala in da morda najdeva gosta, imava pa kar nekaj možnosti, ne? Še posebej, če upošteva tele breakout roome. Mislim, da bi se dal z njimi predvsej dobro pogovarjati o teh podrobnostih, ki so bile tam predstavljene. Ja, mogoče, če bo imel gosti kaj časa, pa rečemo kako bolj podrobno na to temo. Tako. Robi, hvala za čas in tole izčrpne informacije, pa da si preživel 4 ure na dogodku. 2-krat. Odlično. No, adijo. Adijo.